Življenja pota so različna vsakega od nas. Naj s pesmijo se našo vsaj za hip ustavi čas. Stopimo skupaj, složno in zapojmo hvalnico. Na čast lepotam, ki krasijo nam Slovenijo. Za rodno grudo vekomaj naj bije nam srce. Saj domovina ena sama je. Drage gledalke, dragi gledalci televizije Exodus, sedaj je naš gost gospod general Anton Krkovič. Dobrodošel med nami. Dober dan in ker ni še tako oddaljeno, iskrene čestitke ob dnevu državnosti vsem. Tako, gospod general je že sam napovedal temo našega pogovora ob dnevu državnosti. Ta praznik je nekako razširjen čez vse leto, ker vse leto živimo v državi in delamo za državo. No, gospod general, kaj za vas pomeni država? Pomeni v prvi vrsti upravni prostor, njeno politično ureditev, v našem primeru parlamentarno demokracijo in seveda osnova, na kateri, iz pozicije katere torej se delujemo in sodelujemo na mednarodni ravni. Vi ste eden od dejanskih tvorcev nove države. Kakšen navdih vas je pri tem vodil? No, seveda tudi državotvoren, ampak rekel sem tudi, predvsem domoljubni. Tako da v mojem razumevanju, v moji percepciji sta pojma domovina in vse v zvezi z domovinskostjo in država in državotvornostjo seveda ločena pojma. Bom tudi pozneje razložil svojo filozofijo v kratkem, kako čutim domovino, dom in vezano na to. Ampak seveda sta pa hkrati pojma, ki sta integrirana v eno celoto, torej domovina in država je ena celota. Pa če mi je dovoljeno mogoče za začetek, da, ker sem že v državi se izrazil, kako v kratkem, seveda najkrajše, kar je možno, pojmujem državo, naj razložim tudi, kako pojmujem domovino. Torej, moje čutenje domovine in domovinskosti, naj povem, je nekako razdeljeno v 5 ravni, 5 čustvenih ravni. Absolutno najmočnejše čustvo domoljubno je tisto, ki ga čutim do svojega doma. Jaz sem rojen bil leta 56 prejšnjega stoletja, to je bil čas, ko se niso ravno otroci pogosto rojevali v porodnišnicah, torej jaz sem bil rojen doma, na domočiji, ki sta jo vzpostavila moj ded in moja stara mama, torej kjer se je živela potem moja družina. In seveda najmočnejše čustvo je vezano na moj dom in na mojo družino. Seveda na mojo rodno vas tudi, grem iz doma ven, imenuje se Kaptol na južnem delu Slovenije. V tej vasi sem doživel svoje prve izkušnje, shodil sem, pasel sem krave po poljih, naučil sem se loviti polhe in tako naprej. Ne. Seveda je do iste mere nekoliko manj, seveda to čustvo do doma vezano na mojo sosedno vas, kjer sem bil krščen v cerkvi, ki so jo pozneje barbari porušili, na Kočevskem namreč so porušili 100 cerkva približno. In naj se pohvalim to pogledno, da mi je uspelo zadnja leta cerkvico, v kateri sem bil zadnji krščen otrok, vzpostaviti nazaj in je lepa cerkvica kot spomenik v vasi Ajbel nad mojo rojstno vasjo. Tako da seveda pripadam tudi k občini Kostel in tudi na to je vezano to moje primarno čustvo do doma, kajti ta prostor je specifičen zgodovinsko gledano. Mi smo znani zgodovinsko po tem, da smo v skoki,
Skoški del zgodovine je pomemben del slovenske zgodovine in imamo tudi svoje narečje, torej gre za moj kulturni prostor, kajti predno sem se naučil koliko toliko knjižne slovenščine, sem se naučil kostevščine. No, to je prva in najvišja raven mojega domoljubnega čuta. Naslednja raven je seveda vezana na mojo ožjo domovino, kot jaz to imenujem. To je prostor države Slovenije. No, tu predvsem vidim, poleg državotvornih stvari, na katere sem seveda vezan, tudi v smislu domoljubnega čustva, ampak prvenstveno vidim to kot moj kulturni prostor. Prvenstveno v tem, da se v tem prostoru govori slovenski jezik in torej gre za drugi rang mojega domoljubnega čustva. Tretji rang mojega domoljubnega čustva je vezan na širši prostor moje domovine, to je Združena Evropa. V Združeni Evropi prvenstveno vidim dva elementa, ki me čustveno vežeta. To je seveda obče civilizacijski vidik, kateremu pripadam, sistem parlamentarne demokracije, v kateri živimo 20 let, prej to ni bil moj prostor, zato sem se tudi mu uprl. In seveda na ta prostor je vezan zelo pomemben element mojega notranjega ustroja, to je tisto, kar imenujemo krščanski etos. Seveda je tu četrta raven, jaz sem prebivalec te zemlje, tega sveta, kot temu radi rečemo. In seveda tudi na to je delno vezano moje domoljubno čustvo. In seveda peta raven je pa izvenzemska, jaz se zavedam tudi dimenzije univerzuma in to je pa tisto, kot po domače radi rečemo, to pripada Bogu. Za moje razumevanje in tako čutim jaz osebno, ljudje, premalo se tega zavedamo, smo zgolj koncesionarji. Po širnem svetu najdo ni ta hvalnica domu peta, kjer zibka vsem nam tekla je, tam vedno naše bo srce. Ljubezen to brezmejna je, jo mati utkala je v srce. Naš narod naj v slogi živi in poje Sloveniji. Ta domovina nam je zaupana kot prehodna stvarnost. Ne? No, nekako tako bi rekel. Jaz se seveda imam razčiščene pojme, znam tako rekoč odgovoriti na vsako vprašanje, tudi bo neko z vašega področja stroke, če bi šla na religiozno področje, ampak na moj laičen način seveda. Jaz to dojemam kot prostor, s katerim se veliko ne ukvarjam in je resnično gospodar nekdo drugi, če najbolj splošno rečem, ali pa kot temu rečemo posebno upravičeno, to je last Boga, to ni last človeka. Gospod general, kako so te razsežnosti se vas prebujale pa rasle, ker vemo, da ste bili vzgojeni v okolju, ki o tem ni govorilo, oziroma vse neko kot sistem, ne? No, okolje delno vpliva na razvoj človeka, ne pa do take mere, da bi pa sleherni človek, ki izhaja takega okolja, bil tako deformiran, kot je v mojem primeru pa žal, moramo reči, bila večina ljudi. Pa jih pomilujem, kajti najmanj so za to krivi sami, to je naredil režim. Torej jaz izhajam iz področja, ki je bolj znano zgodovinsko in o tem obljubljam, bom napisal zgodovinsko knjigo, je izdelana praktično. Ne? To je prostor, ki ima popularno ime Zaprti prostor Kočevske reke. No, to je prostor, ki je tragičen, to je prostor, ki zajema področja povojnih pomorov, bratomorne vojne, Kočevski rok sopada, to je prostor, ki je zajemal po takratnih formalnih regulativah na dveh ravneh, torej bil je zaprt z dvema odlokoma, tajnih uradnih listov, eden je bil republiški, slovenski in takratni zvezni, jugoslovanski, in je zajemal približno 200 kvadratnih kilometrov. No, tu je vladal poseben režim ali pa kot mi vedno znova pride asociacija, jaz sem namreč opravil tudi zajetno študijsko obdobje v Angliji, 2 leti, 1 leto v Ameriki
se z marsičem srečal s specifikami teh področji, no in vedno znova mi to, kar sem jaz doživljal v tem prostoru, iz katerega izhajam, spominja na nekakšen indijanski geto. Namreč življenje tu ni bilo prijazno, čeprav se je naven zdelo in mogoče danes nekateri ljudje celo čutijo nostalgijo po tistem času tam, kjer se zdelo, da v osnovi je vse zagotovljeno, ampak pustilo je dolgoročne posledice na takratnih ljudeh, ki so tam živeli in tudi na potomcih, ki živijo pozneje v tem prostoru. No, kako ste pa vi šli iz tega prostora, ker to je fenomen, da mlad fant sam vidi vse te dimenzije zaprtosti in želje po svobodi in se našli izven sistema v svoboda. Kako je to bilo? Človeka strukturirata po mojem videnju predvsem dve komponenti. Ena je tista in ta je daleč najpomembnejša. Ali če bom uporabil neko primerjavo, naj bom dobro razumljen. Torej, bolj ali manj to, kar se rodiš, to tudi umreš. To je en vidik, s katerim želim ponazoriti to, kar hočem reči. Tako da prvi vrsti sem rojen bil kot takšen, da sem imel potencial, da sem izšel iz kalupov tega prostora. No, drugo so pa tudi nekatere druge okoliščine, lahko so tudi na videz naključne. No, in v prvi vrsti, če bi prvo nekoliko karakteriziral aplikativno nase, rojen sem svobodnjak, jaz čutim svobodnega in nisem rad nekako privezan, kakorkoli privezan, ne? Tako da me je režim, v katerem sem bil prisiljen pa živeti, jaz sem se tam rodil, kako pa naj iz njega greš, ne? Močno utesnjeval in če mi je že dana ta prilika, nekoliko reklame o meni druge vrste, tu imate skladbo z naslovom Sam, katere avtor glasbe sem in tudi avtor besedila. V tem besedilu gre za ekspresionistični poem, torej govorim sam o sebi in ravno veliko govorim o tem, kako ne prenašam spon in vedno iščem način, da jih pretrgam, ker želim biti svoboden. Čeprav te vidim malo kdaj, se zdi mi, da od vekomaj prijatelj te poznam. Z nasmehom hodiš med ljudmi, življenje v tebi kar kipi od volje in moči. Vem, tvoj dom ti je zaklad in da zelo imaš jih rad, vse, ki v njem žive. V svetu zakonov red bi našel rad saj rahlo sled, da utrbi svojo pot. Sam včasih zveš v nemi črnoči, skrito čustvo v tebi oživi. Gorim te boli. Sam ne, prijatelj, nisi samo ti. Mnogo takih je, ki isto globoko govori. Namreč jaz sem tudi rojen glasbenik, po očetu sem potegnil ta talent, no, in kot glasbenik sem si takrat dovolil formirati kakšne skupine, sodeloval sem s skupinami iz tega prostora in kakšnimi tudi od zunaj, torej šel v svet, se družil s svobodnomiselnimi ljudmi in tudi to mi je dalo svoj pečat. No in seveda kot domoljub, tudi to je zelo pomembno, jaz domoljubje, tako kot sem ga približno razložil v kratkem, bova pa kdaj drugič kaj več o tem lahko spregovorila, ne? Ga ne čutim od včeraj, ali pa to ni moja nova izkušnja. Jaz berem srce, čutenje srca in dajem mu veliko prednost proti raciju, ki se ga da hitro deformirati, ne? Odkar pomnim zase in sem vedno tako čutil, kot čutim danes, prvi vrsti čutil skozi svoj dom, čutil do svojih staršev, do svoje družine in takrat, ko je bilo naša preizkušnja, ki smo v tem poklicu delovali leta 90, ne, torej oficirje v vojski, jaz sem sodil med tiste in bil tako rekoč prvi med njimi, ki nisem mogel sprejeti tezo, da moraš najprej
sprejeti, da je Bog partija, da moraš najprej služiti partiji in potem domu. Jaz tega nisem nikoli mogel sprejeti, jaz sem vedno služil najprej domu, imel odnos do svojih bližnjih in iz tu naprej tudi pozneje v brigadi Moris, to je mogoče slovenski javnosti danes premalo poznano, izgradil posebno doktrino, ki se je imenovala doktrina svojega praga. Ali če povem preprosto, to sem resničil v praksi, tudi to je lahko nekoliko zanimiva tema, ampak bi pač se morala nekoliko globlje spustiti v strokovna vprašanja. Če pa zelo enostavno povem, zakaj, no, me veseli, hvala za povabilo, bom se z veseljem udeležil. Gre pa v preprosto, če to doktrino ponazorim, za to, da človek najbolj srčno in normalno, naravno brani svoje gnezdo. Torej, moška populacija še zlasti, čutim naše naravno poslanstvo v tem in nisem pristaš tega, da ne služi naša moška populacija, mlajše generacije, preprosto vojske, niti mesec dni se z njo ne sooči. Ne vem, če je to najbolj prav, o tem kaže razmisliti v prihodnje, ker bom vedno zagovarjal, da treba je pač zagotoviti, da braniš svojo družino, svojo hišo, svoj prag, svojo ulico, svojo vas, skozi to se vsakdo lahko hitro identificira in potem tudi više nivoje, kot sem tudi v kontekstu domoljubja razložil. Potem šele ti lahko kvalitetno braniš in srčno tudi svojo državo kot upravni prostor in tudi Evropsko unijo in morda svet v končni fazi. Tako da jaz nisem nikoli sprejel, in to sem praktično dokazal, propagandne teze, da je treba braniti prvo Jugoslavijo, njeno politično ureditev, torej partijo, njene direktive, da bi branil tudi svoj dom. Moja filozofija je diametralna. Iz obrambe svojega doma in svoje vasi je treba preiti na obrambo višjih sfer. Gospod general, vi ste po formaciji, po vzgoji vojak. In vojska je zmeraj pazila na to, da, ko ste rekli, da se vojak, oficir, profesionalni vojak, da sprejme tudi filozofijo vojske. In filozofija jugoslovanske vojske je bila ideologija, politična ideologija, ki je diametralno nasprotna svobodomiselnosti. Kako ste vi to napetost, ker ste stalno bili v teh krogih, kako ste to napetost doživljali kot vir svobode? Ne, to nisem nikoli doživljal kot vir svobode, to sem vedno doživljal kot vir nesvobode. Kako ste se tega osvobodili? Nekaj v zvezi s tem sem pravzaprav že skozi to, da sem se karakteriziral in opredeljeval svoje poglede na nekatere stvari, praktično že odgovoril. Glejte, seveda jaz veljam tudi v svetu, kjer sem študiral, bom mogoče 2-3 zanimivosti izpostavil v sebi, veljam za nekoliko atipičnega vojaka. V kakšnem smislu? Tipičen vojak, pa če hočete celo s poudarkom na balkanskem stereotipu vojaka. To je vojak, ki naj bi ubogal povelja slepo in v našem prostoru veliko naših sorojakov, vojakov je tako razmišljalo. Poglejte, razorožitev Slovenije se ni zgodila tako, da je Beograd izpeljal razorožitev, kot bi tista stran Slovenije rada danes, ki je bila soudeležena, prikazala. To ni res, samo povelje so dali z Beograda, razorožili so pa naši sorojaki, konec koncev general, seveda, kdo pa je bil general Hočevar? Z Kostanjevice doma po rodu. Kdo pa je bil general Ožbolt? Iz dežele Petra Klepca. Oba generala, ki sta ukazala in vodila direktno razorožitev naše domovine. To sramotno dejanje in veliko njih je asistiralo pri tem. Tako da nekdo bi lahko rekel in danes mnogih želijo to upravičevati, češ, vse kaj smo pa mi napak storili, mi smo samo izvršili povelje. Ampak to ni moja filozofija. Ne more biti vojak in oficir robot. Seveda je robot v sistemu totalitarne države, ki je partijsko vodena, kajti zanj je ideal en sam. Ker za tako državo osebno ne ostaje. Torej, drugače bom se vprašal, z vprašanjem bom skušal malo pojasniti, kakšen pa je oficir, kakšen pa je general, če ni v prvi vrsti domoljub, rodoljub in če ne čuti skozi svoj dom primarno in potem še ostale vrednote. Tako da v državi, kakšna je danes formalno, se to tudi iz vidika sistema ne more zgoditi, kar se je tam zgodilo, kajti tista država, ste prav ugotovili, tista država seveda je bila totalitarna država. In njen trdorokec na čelu, praktično večinoma tiste prejšnje države je bil
Torej, diktator Tito in nič drugega, danes kakšnakoli druga filozofija ne prenese. Ne. No, in seveda je rabo pod sabo imeti oficirski kader, ki je slepo uresničeval pač tiste cilje in motive. Dočim v normalni državi, kar tista ni bila, je bilo veliko težje, torej na osnovi svojega srca predvsem in seveda tudi glave v končni fazi rezonirati in razumeti, da nekaj, kar napade tvoj narod lastni, da ni del tebe, ampak je proti tebi. In jaz sem seveda človek, ki je razumel to tako, kot danes razlagam, isto takrat, in šel celo v skrajne prijeme, s kateri smo se potem pa tej sili uprli. No, in ker sem že rekel, da bom se skušal še z dvema primeroma pokarakterizirati, mene se drži vzdevek, trije vzdevki, močno. Ne? Prvič, rojen vojak. Jaz sebe to, ko se v ogledalo pogledam, niti ne vidim tako. Mnogi ljudje to vidite, morda tudi vi v meni, skozi neke čiste relacije, skozi dokaj luciden pogled na nekatere stvari in tako. Ne? Ampak morda, ja, takšnega, jaz mislim, da ja, današnjice, ni bila pa to odlika preteklosti. Zato smo prišli v konflikt, veste. No, in potem pa še dve primerjavi, ki sta se mi prijeli v tujini. Namreč v Ameriki, ko sem študiral vojaški menedžment v Teksasu, v San Antonio, v Lakeland Air Force Base, Američani so meni zelo blizu ljudje, preprosti so, zelo so praktični in tudi vojaki njihovi so, kako pa naj bi drugačni, sej vedno vojska odraža tudi en vzorec, obče družbeni vzorec, ne? No in vedno najdejo način, kako se malo, kar se jaz vedno rad malo pošalim, to moji vojaki poznajo, če ni nujnost za strogo resnost, jaz vedno rad najdem malo čas, da se pač malo humorja vplete, si življenja ni. Vi sami sprošate. Ja, mislim, da je to moj način. No in gledajte, Američani, torej, kaj so imeli? Ko smo študirali torej, pomembne vojaške voditelje v zgodovini, ne? In seveda, ker sem bil v Ameriki, pretežno ameriškega rodu, čeprav moram reči, pogledajte, ne bi se rad preveč zapletel, ker bi me zdaj potegnilo, da bi veliko debatirala, ampak verjemite mi, da Američani zgolj iz vojaškega vidika gledano spoštujejo generala Rommela, torej nemškega generala. Ga spoštujejo, ker ga cenijo, da je bil kot vojak spoštovanja vreden. Pustite njegove vzgibe in motive, ki so ga kot pomembnega poveljnika nacistične vojske vodili. To je pa drugo vprašanje. In mislim, da je to potrebno. Tudi nasprotnika moraš spoštovati, ne smeš ga podcenjevati, ne smeš ga kakšne floskule posplošene uporabljati. No, to sem zelo cenil, ampak nekaj drugega. In ker je sodoben čas informatike, so imeli tam en poseben program, ker smo se morali ljudje moje ravni iz mnogo držav sveta izražati okoli svojih stališč do strategije. Potem so imeli program, kjer so ugradili pač naša stališča, nekatere njihove elemente, kako so nas opazili in so vam dali po nekem programu na pol za res, na pol pa za šalo. Kakorkoli da vzame. Neko primerjalno, neko komparativno osebnost, pomembno osebnost v zgodovini. Iz njihova. Ja, neko komparacijo naredili, da bi dobil pogled. In ne vem, jaz vas vprašam, če se lahko v oddaji celo malo šalim, koga bi, če poznate kaj to področje, koga bi mi pripisali, na koga bi vas kaj spominjal? Pa vam povedal iskreno, če boste... Pattona? Noro ste me šokiral. Noro ste me šokiral ta trenutek. Torej, Američani so mi skozi ta program pripisali patonovsko naturo.
Naj vam da roko. Prosim gledalci, vso svojo generalsko čast dajem v to besedo. Z gospodom se nisva niti kančka pogovarjala prej o tem, da ne bi bilo razumljeno, kot da sva odigrala. Zadev ste. In ko sem šel pogledat ta film, priporočam, koga to zanima, naj si ta film pogleda, to je pomemben zgodovinski film o generalu Pattonnu, z 5 Oskarji nagrajen. Jaz ga pošteno povem, prej nisem gledal, potem sem pa rekel, grem pa jaz pogledat, kdo je ta oseba. No, Jaz sem videl par filmov o njem, tako da... No, poglejte, zato ste me zadel. No, lejte, samo potrdil ste pravzaprav, da imajo Američani pa feeling, ne? Jaz sem šel pogledat in moram reči, res v tem filmu, tako kot je ta osebnost predstavljena, jaz sem vojak tega tipa. Jaz priznam, sem vojak tega tipa, torej nisem tipičen, atipičen in težek z nasprotnika, ker me tipičen vojak težko pogrunta. No, to je prednost, ne? Jaz mislim, da je to velika prednost. No, meni je žal, če sem te slovenski duši dal, jaz sem ji dal telo, vedno rečem, da me zadnjih 20 let držijo tako na kratko, da ji nisem mogel v večji meri dati tudi duše. Moram reči, to mi je žal, to bom žaloval v svoji knjigi, ampak to so politični razlogi. No, in druga osebnost, ki so mi jo pripisali, pa domači zgodovinarji, bom kar konkreten. General Schweinzer, zgodovinar, ki ima svoj muzej v Logatcu, mi je poslal, jaz imam za to vse pisanje, ker pozna zgodovino, jaz sem pa za njega slovenski Oto Skorzni. Ja, seveda jasno, ne ideološko, ampak kot tip vojaka. Tako da mene se vzdevski držijo in jaz to tudi sprejemam, ker poznam te zgodovinske osebnosti, da sem kot vojak nekoliko atipičen za zelo, zelo toge vojske, kar je bila bivša jugoslovanska, kajti jaz povelja seveda izvršujem, ampak ne pa slepo, vedno jih spustim prvo skozi srce. In če mi srce reče ne, je to ne pri meni. Če mi pa reče da, pa uporabim še tudi racijo in dogradim svoje ideje. Ampak vedno pot in mislim, da bi ljudje, če smem malo apelirati in se propagirati skozi ta vidik, premalo razmišljamo ljudje s srcem, preveč se z racijem obremenjujemo. No, kako ste pa vi, recimo, to bariero, to pregrado, ki je prejšnji sistem gradil, namreč slepo pokorščino, kako je to vaše delo z vojaki, recimo z Morisom, ker ste v kratkem času spremenili občutek vojske in njihov odnos do domovine. Kako vam je to uspelo? Preko komande, preko osebnega stika, preko poveljevanja, preko delovanja, preko vaših podrejenih oficirjev, ki so izvali vaše povelje, kako je to bilo? Če lahko poveste tudi nam laikom. To je bilo tako težko, da nihče, ki pristno tega tako ne čuti, kot čutim pa seveda jaz, tega ne more speljati. Če pa tako čutiš, danes sem že kar veliko elementov povedal, na katerih baziram, imam pristen odnos. Moja moč, mnogi ljudje so me spraševali še na projekt pred Morisom, ta znana manevrska struktura narodozaščite, kjer sem praktično v ilegali uspel Sloveniji za hrbtom armade in vse njihove udbe, ki so jo imeli in tajnih služb, vzpostaviti obrambno-varnostni sistem v Sloveniji. To je verjetno moj največji podvig profesionalni v letu dni in en mesec, torej v 13 mesecih, kar ni veliko za tako reč. In potem tako učinkovita obramba, ki je z tega ven nastala. To je velika stvar in mnogi ljudje, tudi tukaj imate, moram to pokazati ljudem, če želijo, operacija film, dokumentarni film, imenovan Operacija 2.1.1362, ki je samo šifra moje operacije. Krkovič začne razmišljati, komu bi lahko zaupal. Najprej se obrne na svojega prijatelja Vinka Beznika, poveljnika policijskega trenažnega centra Jasnica. V stiku z njim sem ugotovil, da teče akcija razorožitve v Republiki Sloveniji. Nemudoma sem poiskal osebni kontakt z njim in sva sklenila, tako rekoč na svojo roko, da dokler je akcija prišla, pa če je prišla, ni pomoči, tu dalje jo ne dovoliva več. Prijatelja se srečata 18. maja zvečer na Krkovičevem domu. No in takrat smo se prvič začeli dogovarjati, kaj lahko storimo v taki situaciji. To smo tudi naslednji dan realizirali. Prvič Krkovič z klicem do ministra Janše, drugič pa jaz do ministra Bavčarja. Z Beznikom sva hodila v kadetsko šolo in spala sva v isti sobi. Jaz sem se takrat naslonil na ljudi, ki sem jih osebno poznal.
na ljudi, ki sem jim preprosto osebno zaupal. To je bil čas, ko je bilo poleg formalnih zadolžitev potrebno eno najbolj osnovno osebno zaupanje. In jaz sem v Bezniku imel to zaupanje, poleg tega je Beznik človek, ki je končal ustrezne vojaške šole, ima izobrazbo, poznal je strukturo policije, vedel je, na koga se lahko v policiji nasloni. 19. maja Krkovič prosi za sprejem pri ministru Janezu Janši. Mislim, da je bil takrat en dan, cel dan že na funkciji sekretarja za obrambo Republike Slovenije. Prosil sem za osebni sestanek z njim, sprejel me je. Mislim, da je bil to v celi zadevi najbolj delikaten moment, ker takrat mi je moral minister v celoti verjeti vse, kar sem mu govoril in kar sem mu predlagal. Upam, da bom zadev citat. Prihajam ti kot zelo dober agent nasprotne strani. Na tebi pa je, ali mi verjameš, ali mi ne boš verjel. Takrat, ko je on prišel na naše ministrstvo, oziroma takrat še sekretariat, se je porodila ideja, da se le nekako bolj organiziramo. In on je kot zelo dinamičen človek prevzel to funkcijo koordinatorja in je v naslednjih mesecih zelo uspešno izpeljal. Ljudje pričajo, kako sem jih pridobil v sodelovanju. Torej, in so me mnogi ljudje po tribunah spraševali, kako ste vedel, prvič pa vedno rečem, nisem vedel, čutil sem, rad popravim, ne? In kar sem čutil, sem verjel. In kako v bistvu ste te ljudje pridobil in tako naprej, ne? No in jaz odgovarjam hkrati na to retorično vprašanje z konkretnim odgovorom. Jaz mislim, da je pot do cilja samo skozi iskrenost. Prvi moraš ti verjeti in čutiti, da je to prav, kar počneš, kar delaš. In ko to verjameš, in če imaš še nekoliko karizme, kar mi je Bog dal, ne, seveda mi je dal veliko teh darov, da bi to speljal, in potem moč prepričevanja skozi to ni tako težka, se da doseči cilj. Jaz sem samo en primer imel v svoji karieri neuspešen v pridobivanju ljudi. In ne bom imel nikoli povedal, pustimo človeka, je imel tudi pravico reči ne bi in tako naprej. Sem se lepo izvil iz zanke. Vse ostale primere ljudi, ki sem jim pristopil, bi rekel, jim pristopil tako, kot boste iz tega dokumentarca videli, in sami tudi povedo, sem bil uspešen, kajti zato, ker sem tako prepričljiv očitno bil do njih, da so verjeli, da je to tisto pravo in so šli za mano. Potem v Morisu bi sem to rad povedal, se ta princip v bistvu ni menjal. Postavil sem nekatere strokovne koncepte, ki izhajajo iz temeljne filozofije, katero sem že danes že kar nekaj razložil. No in nastal je koncept, bom rekel, profesionalne slovenske vojske, ki jo žal še danes ni uveljavljen, kajti leta 1994 je bil brutalno prekinjen. Prekinjen je bil pa zato, kar danes povem javno, ker se je del politike tega koncepta ustrašil. Ampak naj pojasnim, zakaj se je ustrašil, tudi če tega ne povedo. Vsakdo, tudi vi in jaz in tisti mogoče, ki se tega ne zaveda, hote ne hote gleda na svet skozi prizmo lastne osebnosti. Kar bi bolj poljudno povedal tako. Če si pokvarjen, ga vidiš pokvarjeno. Če si pošten, ga vidiš pošteno. Nekateri temu rečejo celo naivno. In ni mi žal priznati, da sem dan današnji po vseh izkušnjah, ki sem jih v življenju dal skozi, jaz sem še vedno naiven. Ampak ni težko ugotoviti, zakaj trdim, da sem pošten. Jaz sem pošten. Naj mi sodijo, pa boste videli, če bojo me dosodili. Me nimajo zakaj. Jaz hodim po svetu danes, tudi po obsodbi Patrie na prvi stopnji, po Sloveniji, po Finskem in po celem svetu, res pokončno glavo. Jaz imam občutek, da sem v življenju naredil plemenita dela, kar ne pomeni samo za svojo korist, ampak tudi za korist vsakega tistega, ki v tem vidi nekaj svojega. In najmanj mojemu narodu, vsakomur sem želel takrat in želim danes nekaj podariti. Kako vi moč vaše karizme prenašate na druge? A je to beseda ali je to živi stik, kompletno, celovita komunikacija, beseda, pogled, vse to? Ali pa so to odločitve, ki se jih sprejeli, so take, da jih drugi prepoznajo kot
nekaj, pri čemer bodo tudi sami lahko ne samo sodelovali, ampak tudi se oplemenitili. V čem je moč vaše karizme in kako jo prenašate? No, čar tega trika, če ga lahko tako imenujem, bi videl v dveh elementih predvsem. V kompleksni komunikaciji, vi ste ta izraz uporabil in je povsem ustrezen, kompleksni komunikaciji, vsak gib, vsaka mimična poteza je, mislim, da pomembna in usodna, lahko gib očesa, če ni pravi v pravem trenutku, odvrne ali pa privlači. Dobesedno, tako je moja izkušnja in sem se prebral, ker težko je videti sebe v tem, ne? Ampak danes, ker drugi veliko govorijo o meni, pa vedno se zamislim v pozitivno ali negativno pripombo in dobivam tudi sam podobo o sebi, seveda, no? In bi opredelil v tej kompleksni komunikaciji in seveda drugi element ali pa zgolj komplementarni del tega, v pristnosti. Torej, zdaj bom povedal še drugače. Na svetu ni fakultete in univerze, ki bi učila karizmo. To ti je dano. Če tega nimaš, če ti Bog tega ni dal, tega nimaš. In meni očitno, mislim, da dela me potrjuje, da mi je to dal. No in zdaj bom skušal malo opisati, bom mogoče se kaj naučil iz tega, čeprav pravim, da ni učljivo. Meni namreč čestokrat ljudje, tudi moji sodelavci, ki so seveda morda preveč, jaz pa njim kontra očitam že naprej, da so malo preveč v kakšnih šolah poslušali metode javnega nastopanja. Se veste, to je moderno, danes na tem tudi mnogi služijo. Jaz sem to tudi bil, a veste, jaz sem bil v Ameriki eno obdobje, takrat še z gospodom Janšom, ko so nas po leta 94 rezali v Virginiji na enem zanimivem strokovnem potovanju te vrste. In tako, sem videl ameriške prijeme, sem videl pozneje angleške prijeme, veste. Ampak upoštevam, imam pa svoje mnenje, še vedno isto, če ti tega Bog ni dal in če se ne zmoreš sprostiti, da ti sebe vložiš v to kompleksnost pristopa, potem skljub tem metodam, ki te učijo po vseh teh šolah, ne boš uspešen. Ne? No in zdaj pa bom povedal o sebi nekaj, kar mi učitajo. Mnogi mi učitajo, da morda je tudi na tej televiziji v najnem nastopu to vidno. Ne? Češ, da je moj nastop vedno mal preveč temperamenten, in da pri kakšnih ljudeh zbuja tudi občutek mal, kot da bi bil jaz nekoliko agresiven človek. Pa trdim, da nisem, verjemite mi, jaz sem konec koncev umetniška duša, jaz muho, resnično mi verjemite, ne ubijem bolj po nesreči kot po sreči, ker sem humanist, imam izjemen odnos do življenja, veste, verjemite mi to. Čeprav včasih pa morda pustim kakšen videz drugačen komu in pravi, daj bodi mal manj temperamentno, mal manj pomahaj z roko, ne vem, kaj naj bi vse počel. No, jaz teh naukov, vam pošten povem, veliko ne sprejemam. Torej, moj slog nastopa je iskren. Jaz tako nastopam pred televizijo, kot nastopam na tribuni ali pa doma v okviru svoje družine. In stvari seveda podajam z kakšnimi močnimi poudarki in tako naprej. Meni se je v časih, ko so bili vsebni časi težki, to obrestovalo. Kaj je zame zgolj podatek? Jaz sem bil uspešen. Dajte en primer. Primer vam dam, potegnil ga bom iz tega dokumentarca. Ko sem pristopil k pridobivanju za tako usodno sodelovanje, vedno rečem, kaj pa če bi šlo drugače, bi jaz te ljudi vse potegnil v nesrečo. To je bila strašansko odgovorna stvar, ki sem jo takrat počel. Ne? In primer, bom kar konkreten, gospod Vidrih Drago, tako da bo jasno, kdo je to. To je moja prva navezava bila za takratno severno primorsko pokrajino. Imate pa njegovo pričanje na dokumentarcu. In ko sem ga kontaktiral na razdaljo, ni niti dobro vedel, kdo bo prišel, ker je bil posreden kontakt na neki lokaciji, v nekem bifeju zakotnem. In ko sem mu pristopil, seveda sem ga takoj, imam to moč, tudi mislim, da imam izjemen dar intuicije, da mi je to tudi danost naravna, izjemna, da človeka preberem tudi lahko brez besed, popolnoma. In ko sva začela, običajno sem tak pristop imel v začetku, da sva začela z splošno temo, mogoče na videz sploh nepomembno, in sem vedno čakal, da meni oseba, ki sem si ga zadal za žrtev v narekovajih, pove tisto bistvo, kar bi jaz moral njemu. In sem se jaz na to navezal vedno praviloma na pol zainteresirano, kot da o tem skoraj nič ne vem ali pa zelo malo. Da sem ga potegnil noter v zanko.
No, in ko sem pa ocenil na tiste svoji predstavitvi, če kakšen človek tega ni nakazal, sem ga začel mal z rahlimi dovtipi spodbujati, da bi pa le nekaj rekel, še vsak se je odzval, kajti takrat je bila razorožitev glavni razlog, veste. In redko je bil kdo, da tega ni kot vojak opazil, ne. No, in to sem čakal. In ko je neka mala svoja stališča do tega vprašanja zavzel, če se mi je zdelo dovolj, sem bil hitrejši, če ne, sem mal prodiral, da sem iztržil, ali ima pozitiven ali negativen odnos. No, in ko sem v neki točki primer gospoda Vidricha ocenil, je bilo zelo hitro, da je prizadet s tem, da je zaskrbljen. Sem rekel, tudi rad imam kaj v tej metodi. Takšen sem, midva še to danes nisva naredila, pa dajva pred kamero. Namreč, jaz imam en rek, s človekom, s katerim pa spoštujem tudi onikanje, če hočete, do starejših ljudi. Vikanje, absolutno, sem človek bontona, ampak v operativnem pogledu, s človekom, katerim jaz v 15 minutah ne morem preiti na ti in rečem, Metod, jaz sem to, ne? Če sva lahko na ti, ne? No, vidite, da to gre, ne? Z mano hitro, ne? Potem s takim človekom praviloma jaz tudi na dolgi rok ne sodelujem, nekako mi ne gre, morda je preveč akademska raven, premalo mi je neposredna, no, in v tem primeru sem to tudi hitro naredil, če nisem poznal. To pomeni, da on mora biti pripravljen na hitre odločitve, ne? Za hitre odločitve. No, in v tem primeru gospoda Vidricha, ko sem pa prestopil, sem rekel, in mi je človek zajokal. Imel je takrat gotovo človek pri 40 letih, popolnoma odrasla oseba. Mi je govoril o tem, kako vidi, da so razoroženi, da jim je ostalo iz ogromnega arzenala, ki so imeli samo menda pokrajini, celi pokrajini, samo enih 5 pištol, nekaj takega, grozljivo občutek, si golorok kar naenkrat, ne. In jaz sem mu rekel, pravi, in potem sem jaz povedal, zakaj sem prišel. Da sem jaz ta človek, ki zadeve zajokal je kot otrok, jaz sem mu rekel, si boste videli na filmu, sam priča, pravi Tone, se mi to vsi hočemo, sem nikogar ni, ki bi to povezal, sem rekel, jaz sem za to prišel. Prav odrešilno je delovalo in potem lepo doda, ker sem ga z avtom svojim peljal, imel sem seveda avtomat pod sedežem skrit in on lepo pripoveduje, boste videli iz filma, da sem ga pa dokončno prepričal, da gre za res, ko sem mogel na enem križišču pribremzati, in mi je avtomat poletel izpod sedeža pod njegove noge, ne. To je en tak praktičen primer, kako je to izgledalo s prvim človekom, ki mi je potem omogočil, da sem mrežo vzpostavil v celotni pokrajini. No, v Mariboru, recimo, ker je to mariborska televizija, je to bil magister Fekonja, moja prva zveza, in prvo zvezo sem upravil, torej, ko potujemo proti Mariboru v Tepanju, tako da bomo malo tudi lokalno delovali, ne. Ko sem prišel zvečer med 7:30 in 8:00 v Tepanje, sta me že čakala dva možakarja, eden je Miha Butara, drugi je bil, predstavil mi ga je namreč Butara, Tone Krkovič. Prvič sem ga takrat videl. In ne vem, ali je bil bolj zadregi on ali jaz, toda začel mi je pripovedovati, zakaj je pravzaprav prišel. Odkrito moram priznati, da sem v tistem trenutku pravzaprav pozabil na Toneta Krkoviča, in da se je v meni začel odvijati kot po tekočem traku film ali predstava o tem, kaj pravzaprav to pomeni, kaj se lahko ali kaj se bo zgodilo. Namreč strah je kategorija, ki nikomor ni tuja. Razlika je le v tem, da je pač eni znamo strah obvladati, drugi tega ne znajo. No in takrat sem pomislil seveda najprej na družino, pomislil sem na otroke, pomislil sem na to, kaj nam preti. Po srečanju v Tepanju sem seveda odšel domov in začel razmišljati, kako organizirati stvar naprej. V vseh občinskih štabih sem izbral posameznike, ki sem jim postopno zaupal po delih resnico, nikoli v celoti. Tako smo v borem mesecu in pol uspeli organizirati štabe narodne zaščite v Mariboru, Slovenski Bistrici, Ptuju, Ormožu, Pesnici, v Rušah. In ne samo, da smo organizirali štabe, kajti to niso bili štabi. To je bil posameznik, njegov pomočnik ali skupina 3 ljudi. In ti 1, 2 ali 3 smo potem počenjali vse te stvari. V začetku septembra Krkovič skoraj vsak dan prevozi Slovenijo po dolgem ali počez. Zdaj je že z Bavčarjevo odločbo imenovani načelnik manevrske strukture narodne zaščite v Sloveniji. 6. septembra sproži operacijo v Severni Primorski.
Moram reči, da v življenju še nisem doživel take situacije, da mi je nekdo, in to v tem primeru je bil Tone, bral misli. Tako da sem praktično časa za razmišljanje nisem potreboval in sem pristal na sodelovanje s Tonetom Krkovičem. Dal mi je takoj, ko sem pristal, tudi prebrati oceno ogroženosti Slovenije in v njegovem avtu mi je to oceno ogroženosti praktično potrdila cel avtomatske puške, ki je gledala izpod njegovega sedeža v avtomobilu. Angažirali smo po občinah takratne poveljnike teritorialne obrambe, sedaj kot načelnike narodne zaščite, da so praktično ob vsaki priliki, ko so prihajali v skladišča, odnašali ven orožje. V nekaterih primerih in predvsem na Tolminskem so nam šli tudi na roko uslužbenci v kasarni. Torej, vi ste te razsežnosti prebojali vojaki tudi preko vaše karizme. Kako pa so vojaki sami, v kakšni meri so to v sebi nosili, da je vaša karizma dobila odmev? Kaj je to bilo? Nič bolj ne prepriča od dejstev in rezultatov. Torej, ljudje v Morisu, če govoriva, ti dva projekta sta usodna. Manevrska struktura je tista ilegalna faza, ki je bila temeljila na teh metodah, kot sem razložil. Moris je pa že projekt v novi državi in seveda tu sem imel izjemno močno strokovno referenco, kajti tu se je že vedlo, kdo je Krkovič. Zelo dobro to je bilo. In ljudje so me seveda sprejemali, bo rekel, za nekim rešpektom, lahko rečem, čutil sem z velikim spoštovanjem. Potem od tu naprej pa še, da sem zadeve poglobil, je šlo pa za moj ustaljen pristop. Ničesar nisem počel, kar sam ne znam, ničesar nisem kot vero razlagal, v kar sam ne verujem. In bil sem predvsem, tudi to bi bil moj nauk, če bi smel predavati, namreč da 20 letih z vso svojo izkušnjo in svojim znanjem in svojo titulacijo nisem niti eno uro smel predavati na vojaških šolah v Slovenski vojski. To je samo medklic, o tem še kdaj drugič. To so žalostne zgodbe, veste. No, ampak takrat, ko sem imel moč kreiranja z ljudmi, je zame pač so veljala ta načela, da, kot sem že povedal, ne razlagaj vere, v kar sam ne verjameš, ne zahtevaj od drugih, kar sam nisi sposoben narediti in tako naprej. Imel sem nekatere sposobnosti, da sem se lahko spustil na raven vojaka, torej iz naslova veščin in tako naprej. Biti moraš, če si voditelj, vzoren, moraš biti v ospredju, ne moraš delovati samo v zadja. Tako da tu je bila moja moč in rad bi ta nauk dal splošni. Više kot si v hierarhiji vodenja vojaškega, pa morda tudi drugega, kajti vodenje je eno samo, tudi v civilnih družb, verjetno, saj psihološka raven tega vodenja je povsem identična in više kot si, bolj imaš, bolj kot voditelja, vlogo pravičnega sodnika in razsodnika. Ne smeš dovoliti pravila, jasno, da moraš pogojevati, da jih sprejmeš, po možnosti tudi demokratično. Ljudje v vojski so verjeli, so tudi govorili o meni kot o demokratu, kar ne gre na videz skupaj, pa gre v neki fazi. Je zelo zaželjeno, da upoštevaš mnenja in videnje širšega spektra ljudi, ampak ko pride do odločitve, moraš biti pa popolni zagovornik te odločitve. In seveda, to je najpomembnejše, biti moraš pošteni razsodnik, kot moraš biti kot oče v družini. Ločiti po istem kriteriju je zakon za vse. Če je nekdo naredil napak, ga moraš pograjati, če je treba tudi kaznovati. In če je naredil dobro, ga moraš pohvaliti za to. In ta sistem, par teh elementarnih atributov je narekovalo to, da je ta Moris postal res nekaj, kar še dolgo ne bo, pa bi si želel, da bi bilo. To je vzorec Slovenske vojske. Za danes, za včeraj, za danes in zagotovo tudi za jutri. Preprosto gre ne za integracijo, za popolno prepletenost najnižjega nivoja z najvišjim, gre za filozofijo kroga in skratka na koncu se v tem krogu stakne ta poveljnik z zadnjim, pa brez kančka podcenjevanja, kuharjem v enoti. To se stakne med sabo in to je homogeni sistem in kot takšen lahko učinkovito deluje. Sicer je pa razbit na poveljnika, na neko elito tam in ne vem, na neke tretje strukture in to ni učinkovito. Moris je bil
je bila homogena struktura, ki je delovala z roko v roki. To se pravi, to so bili možje, vsi močne osebnosti. Močne osebnosti v osebnostnem smislu, predane osebnosti v domoljubnem smislu in popolnoma profesionalne osebnosti v pogledu vojaka kot profesionalca. No, kako ste pa vi dvigali raven profesionalnosti? Spostavil sem na psihološki ravni temelječ nekatere sisteme, ki so učinkoviti, da si ne morete preprosto predstavljati. Enega bom izpostavil samo. In za več o tem vam naslednjič obljubim, če boste želeli, bom prinesel v studio en dokument, imenuje se Zelena knjiga, ohranil sem jo, če ne bi jo že zdavnaj zapravili, pa boste videli, kakšen sistem sem spostavil, bomo gledalcem pokazali tudi dokument. No, ampak en princip. Maksima se dosega, maksimalno iztržiš lahko iz človeka, tudi v pogledu treninga, in profesionalnega profila v končni fazi, skozi to, da postaviš jasen sistem, seveda sistemsko moraš vedeti, kaj hočeš, kako hočeš postaviti, predvsem pa moraš zbuditi v njemu entuziazem. In največja stopnja, torej iztržka se doseže, da profesijo povežeš s hobijem. Verjemite mi, jaz bom v praksi pokazal, kako je to meni uspelo. To so prijemi, ki so veliko bolj uporabni za maloštevilčne, majhne države, maloštevilčne vojske, za velike sisteme, ker sem bil v manjši meri, znam to povsem razložiti, ampak to bi bila zdaj prehuda širina strokovna. Verjemite mi, za mali narod je pa to, si upam danes trditi, pa temeljni predpogoj. Če tega ne narediš, potem tudi ne boš na koncu naredil vojske takšno, kot si jaz predstavljam, da bi ta vojska morala biti. In da se to da, sem jaz v praksi dokazal.
Kaj bi vi letos posebej izpostavili kot potrebo, da to globoko in osnovno držo poglobimo? Baziral bi na znanem reku, ki ga imate v drugem dokumentarnem filmu, Enotni v zmagi, očeta slovenske osamosvojitve, dr. Jožeta Pučnika, ki jih je izrekel, to boste se lahko prepričali, takoj ko so bili objavljeni izidi oziroma rezultati plebiscita za samostojno Slovenijo. To je bilo, mislim, da izidi so bili objavljeni 26. decembra leta 90. Jožetov spontani, skoraj krik je bil: Jugoslavija ni več, Jugoslavija ni več, tu je Slovenija. Glejte, žalosten sem, ko gledam kakšne dogodke, s katerimi so različno obeleževali tudi ta praznik, pa še enega prej, dan upora, bom najprej omenil, aprila meseca v Stožicah. 10 000 ljudi je bilo prisotnih, to je ogromen vzorec iz naslova števila slovenske populacije. Poplava jugoslovanskih zastav, se ne morem verjeti. Jože je takrat rekel, Jugoslavije ni več. A kdo danes čuti v tej Sloveniji Jugoslavijo? Lepo vas prosim, drage sorojakinje in sorojaki, premislite, tudi če tako čutite, jaz v tem razmisliku, če bi razumeli, da je tu Jugoslavija, je gotovo nekaj narobe. Poplava jugoslovanskih zastav, torej. Poplava, tudi je bila prisotne tiste partijske zastave z srpi in kladivi, rdeče zastave, ne vem, v kakšen kontekst to sodi te države. In naj za zaključek o tej dogodku povem tudi to. Ne bom imenoval novinarja. Skratka, kaj mi je rekel na to? Jaz sem rekel, da sem ugasnil televizijo na pol, ker nisem mogel gledati, meni je to preseglo moj prebavno zmožnost. In kaj mi je ta človek odgovoril? Je rekel, Tone, meni kot novinarju mora biti dopuščeno, da imam večjo mero tolerance od tebe. Tolerančno polje mora biti večje. Smo v demokraciji, moramo spoštovati vsa mnenja in tako. Ampak že sem mislil, da me bo poklopil, da bo rekel nekaj, da je to v redu. Ampak je rekel, veš, da sem pa jaz televizijo ugasnil. Ko sem slišal, da so za mikrofoni prižgali motorke in razlegla se je pesem In z motorkam rezali bomo glave. Torej, lepo vas prosim, drage sorojakinje in sorojaki, ne kličimo zle duhove, ki so nas 70 let nazaj pobili med seboj. Tega ne smemo si dovoliti nikoli več. No in te zvezde in to, kar zdaj je poplava tega na tudi naši proslavi, ki pa je proslavljala dan državnosti, te samostojne demokratične države, absolutno sem proti temu, da se to na takšen način uveljavlja. Tu je vse povedano v Jožetovem Pučnikovem reku. Tu Jugoslavije ni več, tu je Slovenija in to demokratična Slovenija, del Evropske unije, članica NATO in tukaj te simboli na tak način nimajo kaj iskati. So mogoče drugi načini, kjer bi jim lahko se dopustilo, ampak naj bodo v poziciji, da bodo spoštljivi in naj imajo svoj poklon do simbolov te države. Na to te proslave sodijo simboli te države.